Sem me dva pijana Špančka ostavila in mi začela razlagati kao zgodovino tukaj. Lej, se nekaj pametnega sta že povedala, ne, sta bila nabita kot kante. Takole, dobro jutro v nedeljskem jutranjem Madridu, čez drug Madrid, kakor čez večer, ki je bilo pač 1.200.525 ljudi na eni ulici. Zdaj pa tako, zelo easy, hladno, lepo sem rekel, da grem brez zgodaj doma, da se izognem vročini, da grem pogledat mesto, pa gremo po parke del Retiro, ki je v bistvu največji park tukaj, tam bomo pa malo po Luizi lahko, ki je malo zenčke pa tako, no. Tako da ja, to je to. Nekaj časa smo še hodili do tebe mlače, ker sem čez večer kar fajn jedel, celo kilo načasa po mojem pozoru pa pil zraven, tako da ker pestro. Vroče je bilo po nas, tako da nisem nekaj veliko spet spal. Ampak ja, bo. Je pa tako, prometa kar nekaj že, za nedeljo zjutraj za Španijo. Ulice so umazane, najbolj do zdaj v Španiji. Sam je pa Madrid, je pa Madrid. Da grem na ulico, oziroma na plaso, na trg, ki se imenuje Puerta del Sol. Puerta del Sol, Puerta vrata, zaradi tega, ker v bistvu so bilo to vrata včasih, ko je bil Madrid še obdan v obzide, so bilo tukaj vrata postavljena. Je pa trg znan po tem, da ima uro, se pravi bell tower, se pravi zvonik z zvoncem, kjer je ta slavnostno odbijanje 12krat bije, ko jejo Španci za novo leto 12 grozov. Vsakeč, ko bije en groz za eno srečno leto. Je pa tukaj središče, nek radiological pads ali nekaj tazga, sem pa ne vem točno kaj je fora, ampak vem, da je na tleh ena ura sončna in pač tam je pol ta središče teh poti v Evropi, v Španiji, se mi zdi. Ampak itak klasika je v gradbišču, tako res grdo v gradbišču, no, ker takrat nazadnje, ko sem bil tukaj, ni bilo gradbišče, ne ful lep trg, zdaj pa grozno. Je pa res, da je napram v starem španskem mestem, ki sem jih zdaj obiskal, no, neverjetno več, neprimerljivo več brezdomcev, alkoholikov, mislim, tako zjutraj pijani klej se derajo po ulicah, pa tako pač mladi zadrogirani, pa tako res v bistvu prav kar malo creepy, pa je tak spet ful gradbišča posod, pa tako da sem kar vesel, da sem Madrid obiskal že enkrat prej, ko ni bilo gradbišč, sem ga malo drugačne luči videl, ampak dobro, vse je jutro, v bistvu zdaj se je ta madridski vibe v bistvu se zbudi recimo okoli 10:11 šele, tako da takrat bo malo baluno, Tako da ja, zdaj pa gremo peški na Plaza Mayor, to je v bistvu ta glavni trg v Madridu, tako da ja, vam pokažem iz tem malo kako izgleda. Malo bolj živo že je, jaz pa kitajski smo tukaj, no, to je to. Tukaj v Španiji res tako, mislim, sploh na teh plasah, to, ko rečejo, pa zjutraj raziskati mesto, ki je še bolj prazno, pa to ne doživiš tega vibea, pa ta pravega. Tako da takole izgleda tole, če malo pogledate vzadnji tudi Plaza Mayor, glavni trg, tukaj po slikane bajte, ta značilna rdeča barva hiš, kip na sredini, lokalčki, en zraven drugega, kjer se baje zvečer ful dober tapa se, pač je dober pa drago, ampak še vseeno pač je tako izkušnja, ki je treba izkusiti baje. Tako da mogoče pa dan zvečer. Sem me dva pijana Špančka ostavila in mi začela razlagati kao zgodovino tukaj. Lej, se nekaj pametnega sta že povedala, ne, sta bila nabita kot kante. Ja, v bistvu ta plaza od 15. stoletja je bil to center Madrida, center starega Madrida, no. Ta kip na sredini mi je zdaj povedal, da bi mogel biti predstavljen bolj tja dol, ful se lepo je tukaj sprehajati baje zvečer, zaradi tega, ker so te luči prižgane in vse te barve in se to tako naredi. Drugač pa glavna znamenitost je tista stavba tamle vzadnji, zaradi tega, ker je najbolj poslikana in v bistvu stara edina 500 let, stare stvari so stare okoli 300 let, kar je tudi že tako impresiv. Ampak ja, lep trg. Bomo videli, mogoče se začeti vrniti. Tole tukaj za mano, kar lahko vidite, Mercado de San Miguel. Tržnica, ful lepa nota, se odprejo šele ob 10, tako da pol kasneje. Zdaj pa naslednja točka je Plaza de España oziroma Palacio Real je prva na sporedu. Me je pa res zanimivo, koliko se v bistvu stvari spomnim, tako ko hodim po ulicah, pač točno vem, kle moram biti kjer, da pridem tja, kle moram kjer zaviti, da pridem tja, tole je to je tja, če zdaj po tej ulici kle bom bližji prišel kje,
Tako da sem prav majster, se počutim. Je pa v bistvu ful malo nekih znamenitosti, pa tako muzeje, ogromno, samo muzej ne bom hodil, v Prado bi lahko šel, pa sem bil tudi lani, tako da po manj tudi ne bom šel. Parke de Retiro, in to bom šel pač pa popoldne malo, drugač pa ja, zdaj se te glavne stvari gledam, ki še ni tako vroče, ki je bolj na, kako bi rekel, bolj na soncu, pa nek zajtrk, neka kavica obvezno, že zdaj bi lahko kakšno kavo spil počasi, bilo kar luštno, ampak zdaj bo Palacio Real, Plaza España, pa naprej. Se pravi, tukaj le za mano, Palacio Real, se pravi, to je rezidenca, glavna rezidenca španske kraljeve družine z več kot 3400 sobami, mislim, da jih ima 3418 sob, 135.000 kvadratnih metrov je velika in bila zgrajena, mislim, da 1735, da se je začela graditi. Kar ogromna zadeva bi človek rekel, noter je tudi muzej, se pravi, lahko vstopiš in se sprehodiš po vseh teh sobanah. Jaz sicer noter ne bom šel, ker pa je, da ni nič tazga, no, tako pač vidiš ta razkošje, vidiš nekaj, česar ti nikoli ne boš imel. Ampak ja, in direktno nasproti je pa katedrala. Katedrala se pa imenuje Catedral de Santa María Real de la Almadea. Mislim, da je tako. Tudi zelo ogromna katedrala in v bistvu zelo je zanimivo to, da pač stoji direktno nasproti kraljeve palače. Se pravi, imaš posvetno moč in pa božjo moč. Kako že res posvetno, pa ne posvetno. Pač ja, da ima združeno v bistvu toliko eno zraven drugega, dve toliko ogromni moči. Gre pa v bistvu za katedralo, ki je bila zgrajena oziroma začela se je graditi 1883, končala se je 1993, se pravi 110 let se je gradila. Gre za neogotski in neoklasicističen stil gradnje. Posvečena je pač Sveti Mariji, glede na to, da je Santa Maria. Kar mogočna zadeva, je pa visoka 103 metre, se pravi kupola, oziroma dolga je 103 metre, kupola je visoka 73 metrov, se pravi to je najvišji vrh, ima pa prostornine kar precej več, ker je kar dolga in kar široka. No, se pa tudi kakšne nove stvari odkrije zaradi tega, ker ko sem bil nazadnje kle, je bil to gradbišče, kjer sem zdaj. Zdaj, kot lahko vidite, ni več gradbišče, postavljeni so kipi, prenovljeni kipi oziroma po mojem samo malo restaurirani kipi. Vodnjak je na sredi postavljen, pač tak lušten parkec, ki je bil takrat obdan z mrežo in nisi mogel nič noter. In veš, ena gradbišča nastajajo, druga gradbišča se pa dirajo in rojevajo znamenitosti. In tudi še ena novost, Jardines de Sabatini so odprti, ker so bili tudi takrat v gradbišču in zdaj jaz dejansko res upam, da je Plaza España pač že narejena, ker to je tudi ena izmed znamenitosti baje in lani je bila pač čisto gradbišče tako totalno, da nisi videl tudi kipane in upam, ja, da glede na to, da so pač te vrtovi zdaj odprti, pa tam dol dosta obetavno kaže, da mogoče je tisto odprto, tako da bomo videli. Se ne moram verjeti, da je Plaza de España leta 2021, novembra 2021, ponovno po 2 letih pa pol odprta za pešce. In znana je po bistvu potem, da je v bistvu glavna turistična, mislim, ena izmed glavnih turističnih destinacij tukaj v Madridu. Noter je kip Miguela Cervantesa, Miguel de Cervantes de Saavedra, tisti, ki je napisal Don Quixota, pa Cien años de soledad, pa tako. In pa v bistvu je postavljena zraven 2 najbolj mogočnih nebotičnikov v Madridu. To je pač, so 2 take stvari, pa lepo je. Je pa tudi tukaj v Madridu, čim greš malo ven tako iz centra, oziroma že tudi v centru so kakšne zelenje, pa tako, ampak mečkam ven iz centra, sami neki lepi parki, spomeniki, cerkvice, tako. Res lepo za sprehajati, se lepo po senčki. Mene kar malo zeblo senci, moram priznati, tako da čakam, da bo malo bolj sonca, sam pa kurcev, to bo pa toliko vroče. Zdaj grem pa v bistvu na eno znamenitost, ki je pa še iz egipčanskih časov baje. Gre za Templo de Debod, tako da gre za neke templje, kjer je v bistvu
voda ali pa je ni, odvisno na letni čas oziroma odvisno na stanje suše pa tako. V bistvu pri Templu de Debod gre za to, da je Španija pomagala Egipčanom pri zaščiti in preurejanju in v bistvu savingu, reševanju njihovih umetnin in njihove arhitekture in njihove v bistvu zgodovine. In zaradi tega je kot v bistvu Egipt podaril ta Templo de Debod Španiji, da so ga lahko tukaj postavili, zaradi tega, ker se prav to stalo drugje in je bil zdaj rebuildan 1961, mislim, da klele v sredi Madrida. Tako da je v bistvu kot nek zahvalni spomenik Španiji, kjer je pomagala Egiptu pri reševanju njihove zgodovine. Drugače, kar se tiče cenovno, moram pa priznati, da je Madrid precej dražji. Se takoj pozna pač to, da je glavno mesto in vse. Recimo za 1,5-kratnik cene, no, je na primer pivo, pač pint, se pravi 0,66, je bil dol v Andaluziji, ne vem, 3 evre. Tukaj je 5 evrov, tako je, 4 evre pa pol, 5 evrov. Naprimer, tapasi, tukaj pod 3 evre, skoraj da ne dobiš tapasa, v nachosi, naprimer, daš tukaj 12-13 evrov, to sem dal 8 evrov. Pač se pozna, kavica 2 evra do 2 do 3 evre, takoj tam je bila 1,20 evra. Tako je Madrid. Je pa gastronomsko in kulturno in tudi to zelo močan, ne. Tako da jaz mislim, da se na hrani v Madridu ne bom šparil, ker grem jesti kot prvo v eno dobro pekarnico zdaj na rogljičke, kot drugo grem pa jesti najboljša pica v Madridu in pa tretja po vrsti v Evropi. Zelo dober rogljiček sem jedel, je bil dober, ampak ne bil glih nekaj po pistacijo, čeprav je pistacija rogljiček, je bil pa rogljiček sam po sebi, rogljiček ful dober, tako da to pa plus. Pač ta Calle Alcalá je ena izmed zelo bogatih ulic tukaj, ki so pač v bistvu banke pa take pa fancy hoteli in tako in vsi se kle fotkajo, kao, kje sem bil, sam to veš, kle sem bil, sam nisem bil pa noter tam. Tako da, ja, to so v bistvu tiste stvari, kjer nikoli ne bomo, a ne, je pa lepo za videti. Ampak valjda, kot vse tudi znamenitosti, a ne, lahko vidite kle zadnji, da je to vse samo gradbišče, spet na sred ulice. Lani, naprimer, ni bilo gradbišče, je bilo ful lepsto, da vse, tako da, ampak ja, se pa moraš tako pogledati gor in gledaš samo zgore stvari in je lepše. Pač to klele zadnji je, ime je Centro, tako da ima pojma, kaj je nek muzej, po mojem, pa teater, pa take stvari, ogromna, zelo bogata zgradba, zraven je zelo ogromna in bogata pošta, na sredini je Fuente de Cibeles, se pravi vodnjak Cibelov, ne vem, da je to nekaj ziher grškega. Zdaj pa, to je vse v bistvu na poti od Gran Vie proti parku Retiro, kamor tudi jaz sedaj grem. Puerta de Alcalá, ki seveda so vsaj zelo dobro prikrili, da je gradbišče, ampak je gradbišče, seveda klasika, vem pa kako izgleda od lani. Dobro, da sem bil lani, res. Je pa zadnji so pa direktna vrata v parke de Retiro, tako da upam, da vsaj tam noter ne bo gradbišč. Park Retiro, eden izmed največjih parkov v Španiji, največji park v Madridu. Ogromno zelenja, ogromno nekih plas noter, ogromno vodnjakov, jezero. Palacio de Cristal je tukaj noter, ki je edina v bistvu palača oziroma edina stavba, ki je tekom vojne in bombardiranja ostala dejansko cela. Noter se lahko sprehodiš, pogledaš malo se pravi ostanke, kakšni stebri in tako iz starih časov, še so noter shranjeni. Drugač pa poleti se noter sprehoditi kar kriza, ker je te kristal je steklo po špansko in predstavljali si, da ti hodiš po živem soncu v hiši, ki je dejansko zgrajena iz stekla. Pač ja, se je, da bi pod lupo te nekdo žgal iz lupo pa soncem. Tako da ne preveč prijetno. Ta park Retiro je res tako en tak odmik iz realnosti Madrida, iz tega vrveža.
da greš v naravo, v mir, res lep park, res ogromen park, pa šla po manj, ker hodiš gor in dol in gor in dol. In tik ven, ki stopaš iz parka, je na eni strani distrikt, se pravi okrožje, ki se imenuje Salamanca. To je najbogatejše okrožje z najbogatejšimi trgovinami, z najbogatejšimi hoteli, stavbami in tako. In valjda jaz grem tukaj zdaj zaradi tega, ker so eni donati kle, veganski donati, in to grem jaz zdaj probat. Po mojem bom bankrotiral jaz danes, kam toliko pojedel stvari, ej. Tako da, ampak lej, samo enkrat, dvakrat, trikrat ali pa še večkrat si v Madridu. Ampak ta krof je bil bolan, pač res dober. Tako, ne pa več maslen, puhast, ta čokoladna krema, tako una 100% čokolada, no, una ta prava čokolada. Ta krema je iz arašidov mehen slana, malo tako, ej, noro, dobro, glih pasali, pa kavica, odlična kavica. Tako da zdaj pa raziskovati najbolj bogato okrožje v Madridu, a ne? To je res ful razkošno, tle vse, pač res pa pekarnice iz krofki, pa z unimi, pa s tretjimi se proti ško se oprem, pač hodim in pa sem samo tako blaž, hod naprej. Pa smišljam pa, da bi si kupil eno srajčko tako za zvečer za ven, ker nimam dejansko nič več tako za obleči. Zdaj moram v Logronju oprati stvari v času. Nahajam se na Plaza de Colón. To je v bistvu, kot lahko iz imena že zasledite, da je Colón, se pravi Kolumbov trg. Gre pa v bistvu po moje za spomeniško vrednost, trg spomeniške vrednosti oziroma spomina na Krištofa Kolumba. Tudi te ekipi, vsi, ki so tukaj, so v bistvu posvečeni Krištofu Kolumbu, pa se mi tam na dva smejita, nekaj gledata, kva delam. No ja, tudi te ekipi tukaj so posvečeni v bistvu ekspediciji Sante Marije, La Niñe pa La Pinta. To so te tri ladje, ki so odplule prek oceana, prvič proti takrat ni sleč proti Indiji, ampak so prišli, se veste, v Ameriko 1492. Tukaj so zapisana vsa imena članov posadke, ki so bili na teh treh ladjah, se pravi La Pinta, La Niña in pa Santa Maria. Lep trg, prpeka sonce, tako žgeme. Zdaj se odločam, da bi šel do Prada pogledati, pač v Prado ne bom šel, ker sem bil lani noter in ne bom še enkrat pač hodil v muzej, ker se spomnim od lani, pač zunaj bil ful vroče, noter je bil pa res nabita klima, toliko da me je zebel noter, tako da sem mogel na koncu že ven, ker pač nisem mogel več, ker bi toliko mrz noter. Zanimiv muzej, je vredno ogleda, ampak pač tako, če si že bil enkrat, nekaj leta nazaj, letos nam še enkrat spet hodil. Je pa direktno zraven parka de Retiro, ta Prado muzej. Prehodil sem pol mesta, preoblekel sem se vse, zaradi tega, da zdaj vidim tamle pizzerijo. Tako da, še malo pa bomo jedli tabolo pico. Zelena je. Prehodil sem pol mesta. Kot sem že prej povedal, da so rekli, da nimajo nič prej. Cel dan, cel popoldne, lahko pridem jutra popoldne, ker jaz že grem za eno osebo, v celom dnevu nima pakim prej ene mize za 10 minut, da pojem. Ja.